Društvo invalidov Ljubljana Šiška z enoto Medvode in KUD-om Jarem sta porodnišnici Ljubljana podarila 650 parov copatkov za novorojenčke, ki so jih spletle članice obeh društev. Dogodek obogaten s kulturnim programom je potekal v Zlatem kotičku v Medvodah. Ja, vtisi so zelo pozitivni. Mi se udeležujemo tega 5. leto jarmovke oziroma jarmovci so prvi s tem začeli. 30 članic približno sodeluje v tem projektu, zdaj nekatere bolj, nekatere manj. Je pa tako, da je to medgeneracijski projekt in to je tako veliko delo. Si lahko predstavljate 650 parov copatk, en par pletejo 3 ure, krat 650 copat si lahko zamislite, koliko ur se za to porabi. Tako da, toliko. In kakšni so mogoče plani za naprej? Prej ste omenili, da so že pripravljeni paketi za naslednje leto. Tako, imamo zelo pozitivne članice, seveda jih k temu tudi spodbujamo. 50 parov je že pripravljenih za naslednjo sezono. Jaz pričakujem, da jih bomo vsaj toliko spletli, mogoče tudi kakšno več. Se bomo potrudili. Občutki so pa pozitivni, seveda. Prisrčen dogodek so popestrili s krajšim kulturnim programom članice in člani obeh društev. Predstavnice ljubljanske porodnišnice so bile vidno ganjene na tolikšno količino copatkov in so se prav prisrčno zahvalile in povedale, da srečnim mamicam copatki izvabljajo na lica srečen in vesel nasmeh. Svojo hvaležnost članicam obeh društev pa marsikatera mamica izrazi s pismom zahvale in čestitkami za decembrske praznike. Prvi zametki so bili v Medžimurskem društvu. Moj mož je bil namreč Medžimurc. In 90. leta so ustanovili društvo in so me takrat prosili, da bi vodila krožek ročnih del, ker imam certifikat za vezenje, pletenje in kvačkanje. To sem sprejela in sem rekla, glejte, dekleta, dajmo se lotiti nekaj, da bomo lahko se naven pokazali. In smo začeli s pletenjem copatk. No in glede na to, da sem tudi invalidka že skoraj v življenje, oziroma priznano malo kasneje, ampak invalidka pa od rojstva. Tako da smo pol se pogovarjali, pol smo šli, smo ustanovili tudi Jarem. Smo tudi tam kaj naprej, ker so me angažirali, da bi ročna dela vodila, oziroma v Jarmu se imenuje sekcija za obujanje starih šeh in navad. In sem rekla, dajmo še copatke delati. To izmeraj je aktualno, sej hvala Bogu bom rekla, da imamo otročke, sej to so naša bodočnost. Pa luštno je, recimo, ko na delavnico pridejo babice z vnučki, da skupaj delamo. Tovrstni projekti bogatijo družbo in okolico. Tudi prenašanje ročnih spretnosti je zelo pomembno, tudi kar se tiče širjenja kulturne dediščine. Marija Podves se tega zelo zaveda in pravi, da se tradicija prenaša naprej. Sama je napletla neverjetnih 280 copatkov za novorojenčke. Kolikor časa bom lahko, bom še kar štrikala. Pa bi rekli, da je pletenje mogoče tudi ena vrsta meditacije, vas pomirja? Vsekakor. Jaz tudi, recimo, ko pridemo na delavnico, pa kjera reče, joj, sem živčna. Prosim, odloži pletilke, 3-krat globok zadihaj, se skoncentriraj in potem pomisli, a si zato, da boš delala? Če te dela živčno, prosim, odloži, ker je škoda, da bi nekoga silil v nekaj, kar mu ni za dušo. Ročno delo mora biti izključno za dušo. In mislim, da se tudi na copatkih pozna, da so z dušo narejene. Članice torej ne počivajo in že pridno pletejo nove pare, ki bodo prihodnje leto razveselili majhne nogice novorojenčkov in njihove starše.